Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Danes bomo govorili o navadah in obetam si, da boste po tem pogovoru rekli, dost imam tega, da si mečem pesek v oči, zdaj bom pa zares zagrabil svoje življenje in vajeti in postal mečkem bolj discipliniran. Se bo obrestovalo. V moji družbi je danes Janez Hudovernik, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Lep pozdrav, Uspešni pod pritiskom vaša zadnja knjiga, preverjene tehnike za odpravljanje stresa in povečanje odpornosti na vseh nivojih, verjetno, a ne? Ampak, če začneva v samem začetku oziroma v samem namenu te naše oddaje, pa najnega današnjega pogovora, opažam, koliko ljudje težko začnejo z neko novo navado. Oziroma, začnejo jo že lahko, samo držijo se je ne. In vidim potem tudi bolj, ko boli, več imajo tudi motivacije za to sicer, ampak nasplošno, zakaj ta pregovor tukaj drži? Navada je železna srajca. Ja, da se vzpostavi nova navada, je prvič potrebno kar precej časa, predvsem pa disciplina in pa motivacija. Človek rab neko energijo, neko notranjo moč in zrelost, da pride do spoznanja, da je potrebno nekaj spremeniti. Kako ste prej rekla, je ponavadi bolečina tisti glavni motivator, ampak škoda čakati za bolečino, da se nam nekaj zgodi. Dober je razmisliti in mogoče strateško upeljati kakšno novo stvar v življenju. Predvsem pa ena zadeva skozi izkušnje je prišla do tega, da je mogoče dobro, da ne delamo velikih sprememb naenkrat. Ljudje si zastavijo velike spremembe, ki pa redko kdaj pridejo do uspeha. Če pa začnemo postopoma z majhnimi navadami, skoraj bi rekel mikronavadami, pa to potem lahko kot snežna kepa pride potem do neke ustaljene nove navade, ki pa spremeni potek življenja. Imamo to klasiko, ne, za nov let. Ne bom kadil, ne bom pil, ne bom jedel cukra, ne bom tega. Mislim, take kar konkretne zadeve si včasih zadajo in pol tako do 20. januarja je ful gužva na fitnessu, po 20. januarju pa... Ja. In eden izmed razlogov za to je, namreč mi smo čez leto tako obremenjeni, da smo tako kot hrček, ki laufa z enega v drug dan, ali kot en moj kolega prav Uroš, kot slalomisti, iz enih vrat do druge in ni časa. Potem pridejo pa božične prazniki in se seveda umirimo, smo z ljudmi, ki jih poznamo, delamo stvari, ki jih imamo radi in kar naenkrat dobimo energijo in ta energija pride v to tako imenovano mentalno energijo in takrat začnemo postavljati cilje. In ko imamo zadosti mentalne energije, se cilji postavijo. In to je čez novo leto, spočiti smo. Se pravi, mi hočemo se malo skalibrirati v tem smislu, zdaj se bomo pa ustavili, saj res, zdaj se hočem pa nakalibrirati. Točno tako, in takrat, ko imamo to energijo, takrat si rečemo, zdaj bom pa naredil popolno spremembo in seveda smo motivirani in če nas dali na detektor laži, bi celo resno verjeli, da je to res in da bomo to navado končno pa res speljali. Sam potem pride 14. januar, ko je gužva v firmi ali pa otrok zboli ali pa dobi slabo oceno v šoli. In takrat smo spet obremenjeni s tistimi socialnimi in mentalnimi zadevami in nam zmanjka te energije, ki je potrebna za to, da vzdržujemo disciplino. Disciplina je zelo duhovna energija. In seveda, če ti živiš na telesnem, čustvenem in mentalnem nivoju, ne pride zadeva do vrha gor. Treba imeti nek višji smisel, nek namen, neko strast in to običajno nam vsakodnevno življenje nam predvsem čustveno in mentalno, kognitivno energijo nam pobira. In ko jo nimamo več zadosti, pač gremo v ostarjene tirnice in se vrnemo nazaj in navada je pozabljena. Se pravi, fora vsega skupaj je v disciplini. Ena izmed ključnih zadev je sigurno disciplina pa motivacija. Treba je imeti to čustveno energijo, zbrati nek višji namen, neko motivacijo. V osnovi sta dve stvari, ki jih je dobro vedeti pri navadi. Eno je, zakaj mi bo pomagala, kaj mi bo koristila, kaj bom imel od tega. Da imaš jasno, da ti je jasno,
kaj boš dobil s tem. Tako, jasno vizijo koristi, ne? Ampak to še ni zadost. Potem moram imeti še sposobnosti, ali imam veščine, znanje in tako naprej. Ne? In zdaj ostanemo na osebnem nivoju. Ne? In tukaj ljudje preveč se zanašajo nase, ne? In tako kot je ta pregovor, ne? Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal, že vse in prav, pri navadah rabimo še okolico. Ni zadost, da si sam. Fajn je imeti neko podporno skupino. Se pravi, če jaz nam jedla čipsa, moj mož tudi nav. To bo sigurno olajšalo zadevo, okay. Ker ne bo skušnjave potem. Ne? In tlele pa prideva že do tretje zadeve, ne? Pa je pa še sistemska zadeva. Ne? Če rečemo, ne? Imate podpornika, imate coacha, imate nekoga, ki vam podpira. Jaz rad dam primerjavo, zakaj vrhunski igralci ali pa uspešni ljudje tako hitro naredijo kakšno spremembo, zato ker tega ozadja ne vidimo. Tam imajo trenerja, 1, 2, 3, 4, ki skrbi, ne? In trener, ki je plačan, pride zjutraj, ne? In on ni tisto, da se bo obrnil krog, pa bom jutri. Ne? In seveda potem je lažje, ker je podpora. Struktura. Ne? In potem je pa še ta struktura, ki ste jo prej omenili. Ne? Jasno, ena od najboljših zadev je meje potegniti. To pomeni, čipsa bom nehal jedeti, čipsa ni. In zdaj tudi, če imate v sosednem bloku trgovino, ne, obuti se iz copat v čevlje in jet v trgovino, je že prevelik napor in se skušnjave poj ne podleže. Ne. Vemo pa, da skušnjave trajajo približno 10-12 minut, poj te mine. Ne. 10-12 minut? Ja, to je dokazano. Ne. Potem te mine noter. Sam te zdržati tistih 10-12 minut, da val mine, ne. Potem greš spet lahko naprej in te spet prime. Zdaj, če imaš možnost, da je skušnjava doma, da je v hladilniku, v špajzi, v shrambi, ne, podležeš. Jaz sem človek, ki ljubi disciplino. Resnično. Krasno. In to mi je tudi najbolj privlačno in wow mi je. In recimo ena stvar, ki se sama odločim za nekaj, kar zahteva disciplino, je ta, da se zelo dobro pripravim na najslabše trenutke, ki pridejo. In da v bistvu si naredim nek protokol, kaj bom jaz naredila, ki me bo stisnil. Odlično. Je to... Zdaj ste omenili eno izmed 3 mojih neomiljenih tehnik, o katerih tudi pišem v knjigi, in to je tako imenovana tehnika WOOP. Če dovolite, da še za gledalce mali, da tole malo... WOOP se imenuje. WOOP, to je angleška tehnika, Objective Obstacle Plan, ali po slovensko, treba imeti željo. Ne? Željo, da bom nekaj naredil, da bom nekaj naredil na navado. Potem si postaviti konkreten cilj, potem so težave, prepreke, ki se pojavijo, in na koncu je načrt. Ne, zdaj kaj je? Ne? Ti imaš lahko željo, da boš naredil neko spremembo, da bom začel z jutranjo telovadbo, z meditacijo. Ne? In si postaviš konkreten cilj. Ne? To je to, kar ste prej rekli. Konkreten cilj, ok, 10 minut bom zjutraj meditiral, primer. Ne? In seveda tlej pa tisto, ki ste zadeli žebljico na glavico, ne, se pa pojavijo prepreke. Katere prepreke so možne? Ja, meni se ne da, imam gužvo, unije za postoriti, otrok me hoče, ne počutim se najbolj in tako naprej. Ne? Torej imam eno ogromno število preprek in ta tehnika, to, ki jo vi uporabljate, ne, je to, da se prepreke definirajo naprej. Kaj bi mi lahko preprečili? Ker če si zelo iskren, itak veš, kaj približno se ti lahko zgodi. Mislim, kje te bo ven metal z ovinka. Točno to. Ne, in tam je potem pride tehnika, ne, ko imate enkrat definirane, ki jih poznate. Prepreke so jasne, ne, so v meni nota. Ne. Ker kaj mi lahko prepreči jutranjo meditacijo, ali kaj mi lahko prepreči, da bom zjutraj šel na sprehod ali karkoli. Edino jaz, ne, to zbrav moje motivacije. Jaz, tako sem prej rekla, točen vem, kaj je to. In če jaz definiram te prepreke in potem uporabim tehniko, ki rečejo, to je že stara stoična tehnika, prima lorum. Ne. Preden gre vse maloro, ne, ti si rečeš, zdaj tole bo šlo, ne, tole gre lahko narobe, in takrat prideta te čudovite besede. Če se mi zgodi, če me pade energija, če začutim nek stres, potem bom naredil to. In imaš takoj načrt, kako boš ukrepal. Ne? In ko se pripravljaš na cilje, ne? In če ti predvidiš težave, ne? To ljudje ne predvidijo, da se lahko težave zgodijo, in pripraviš načrt, kaj se bo zgodilo, je veliko večja verjetnost, da boš to izpeljal. Zdaj, ena zadeva, ne, pri ljudeh oba dva veva, ne, gotovosti ni nobene. Ne? Je samo večja ali manjša verjetnost. No, s to tehniko, s tehniko WOOP, oziroma s to, ki predvidite
probleme se dramatično, mislim, to je neverjetno. Spomnim se, bila sem nekaj časa v enem obdobju priprave na nosečnost v enem res težkem prehranskem in z dodatki in vsem takem protokolu. In ena od stvari, ki je bilo treba narediti, zjutraj je bilo treba sleči 30 kapsul in dati ven in to ob 4:30 zjutraj. Pa potem iti skakati, pa klistir, pa uno, pa tretje, skratka zelo obremenjujoče. In sem ugotovila, da če sem si jaz že prejšnji večer 30 kapsul pripravila na mizo na krožnik, da jih bomo ob 4:30 slekla iz unih oblečkov in dala noter, mislim, ta mehna zadeva, ki mi je vzela 10 sekund, me je v bistvu ful bolj motivirala, da sem to naredila. Točno to, ne? Tako kot sva rekla, ne? Imamo osebni nivo, imamo podporno ekipo in potem imamo okolje. Vi ste pripravili okolje, da ste enostavno zjutraj ste se zaletela v te zadeve in pa je bilo avtomatsko naprej. Ja, in vidim, mislim, recimo, ne vem, ravno zdaj, ko smo pri tem, ljudje si nabavijo 100.000 stvari, kaj bojo vse jemala, ne? Pa kaj bojo vse delala, ne? Pa vemo, da v Sloveniji je uradni odlagalec oblačil Orbitrex sobno kolo. Da si pripraviš te zadeve, mislim, vnaprej, že prejšnji dan. Točno to, ne? To je ena od pomembnih stvari, ki jo ljudje podcenjujejo, je okolje. Okolje nas motivira veliko več, kot si mislimo. In če si mi pripravimo stvari ali pa odstranimo stvari, ki nas silijo v skušnjavo, potem je veliko lažje slediti samodisciplini. Mislim, jaz priznam, jaz imam pestro zgodovino odvisnosti hrane in tega ostalega in pač enostavno ne morem sobivati z določenimi živili. Se pravi, je lažje, da jih pač ni doma. To je način, ne? Ker na ta način potegnete mejo, postavite ovire in seveda skušnjava ni in skušnjava, tako so rekli prej, v 10-12 minutah mine. Ta val mine, človek si najde kaj drugega, ne? In v takih primerih je pa fajn, da imate še kakšne tehnike, ki vam to skušnjavo pomagajo premagati. Kakšno imate kaj? Moje najbolj umiljene je seveda dihanje. Dihanje je vedno prisotno. Jaz sem Gorenc po duši in ne rabite dodatnih investicij, nos imate vedno zraven. Bravo! Vedno imamo organ pod nosom, tako da je čas in par vdihov. Tukaj govoriva o minuti, 2 minutah izvajanja neke dihalne tehnike, človeka totalno sprosti in pa seveda ta poželenje mine. In hkrati ti daje energijo, da greš naprej pa poj za tisto disciplino, kaj si hotel speljati. Janez, meni se zdi to tukaj pomembno, kaj danes govoriva, ravno zaradi tega, ker poznam en kup ljudi, ki so samo na enem področju svojega življenja uvedli neko disciplino, ali je bilo to hujšanje ali karkoli pa že. In se je zgodil domino efekt, da so postali bolj uspešni tudi na poslovnem področju. Da so imeli boljše odnose z ljudmi. Se pravi, več discipline, bolj ko so postali samodisciplinirani, bolj so postali uspešni na vseh področjih. Res je, ne? In če zjutraj začneš trenirati samodisciplino z nekaterimi stvari, ki so na videz težke, dejansko dobimo dodatno energijo, dodatno zalogo samodiscipline, ki pa je potrošljiva roba. Disciplino rabimo. Največ jo imamo zjutraj. In pa čez dan potrošimo. Seveda je pa dobro, da si jo damo, da si jo obnavljamo to zalogo discipline in potem je lažje. In ko enkrat spoznajo, prenesejo, tako ste prej rekla, te spremembe na druga področja in se ta čudovita pozitivna spirala dobi. Jaz živim z nešteto scenariji, za različno število dogodkov, ki se lahko zgodijo in meni osebno recimo da to občutek varnosti. Se pravi, vem, kakšen protokol je, ne vem, če me bo lovil prehlad, vem, kakšen protokol je, če me bo, ne vem, en odnos zelo razjezil, ker vem ponavadi, kdo je tisti, ki mi lahko na tipko pritisne v tem smislu. In se mi zdi, da daje to občutek varnosti. Je to pri vseh tako deluje? Točno to. To je
moč ritualov, kar ste opisala. Ne? To pomeni... Neko sidro. Neko sidro, nek protokol, tako kot ste opisala. Ne? Vsi uspešni športniki, ne? Mi jih vidimo, ko stopijo na igrišče, v ring in tako naprej, ampak tam oni so pred tem imeli ritual. In točno ritual z namenom, da se spravijo v želeno stanje. Isto velja za nas običajne ljudi. Pa to je že skoraj magija pravzaprav. Ja, nekaj, kar mislimo, da se dogaja samo uspešno, ampak vsak od nas ima lahko jutranji protokol. Jutranji ritual, da rečemo. Jaz govorimo o ritualih kot navadah, ker navade so tudi slabe. Ritual je pa nekaj, kar jaz topelem. In vsak od nas ima nek jutranji ritual in sami veste, če tega jutranji rituala ne izpelete, je dan nekaj manjka. Lahko kakšen prav pokvarjen dan imajo. In zdaj je pa ključno, ali lahko jaz ta jutranji ritual izboljšam in imam sidro, točno vem, jutri tih 4, 5, 10, 15, 20 minut je protokol in tam mi ni treba razmišljati in takrat jaz obnavljam svojo samodisciplino. Recimo, kako pomembna je samodisciplina zgodbo o ameriškem predsedniku Obami, a naprej je bil Einstein, ki je imel 20 istih oblek zjutraj. Zato, ko vsaka odločitev ti del samodiscipline pobere. On je imel 20 istih oblek, 20 istih srajc in zjutraj se ni odločil. On je rekel, jaz rabim odločitve za pomembne dogodke v zvezi z državo. Meni je zelo blizu ta teorija dejansko, da zjutraj imamo nek amount, neko količino odločitev, ki jo imamo na voljo in ko to pokurimo, smo v bistvu prazni. Ampak pa poglejte vi ženske, moški, nimate tak problem, date gor hlačo, majico, srajco in to je to. Ženska ima pa 1001 zadevo, kaj mora odločati. Pa ne samo zase, kaj bo oblekla, pa kako se bo našminkala, pa kako bo imela lase spete. Kaj bo otrok dal gor, pa kaj more... Res je. Mislim, vsaka čast jaz to vidim doma pri ženi, skuhati kosilo, razmišljati, kaj bo to izjemno pomembno. In zato recimo eno priporočilo je obleko zvečer preštimati, kako so rekla tole. In da zjutraj ne trošiš energijo, zdaj ali bom rdečo, ali bom modro in tako naprej, ampak je ta ritual... ohraniš fokus. Ja, zjutraj čim manj odločitev. Pripraviti že zvečer, kaj bo za zajtrk, kaj bo za kosilo in tako naprej. Kdorkoli to dela. Torej, več, ko imamo teh zadev ritualiziranih, bolj nam ohranja energijo. Jaz znam primerjavo, disciplina je kot pakne na bremze na avtomobilu in bremze se trošijo. Mi jo imamo toliko malo, da zvečer se marsikakšen zaleti v hladilnik, zaleti v kozarc piva, v cigaret in tako naprej, ker mu manjka discipline. Dokazano tudi popoldne več lažemo kot dopoldne. To je bila študija narejena. Ja, zakaj? Zato, ker se pač ne znamo več kontrolirati in potem malo začnemo pretiravati, pa kaj več obljubimo. Pa se večina ljudi, mislim, nutricionisti itak pravijo, ti moraš 3 obroke naprej planirati, minimalno, če hočeš imeti zdravo prehrano. Ampak če pogledaš tak, večina ljudi, ki hoče, ne vem, ki gre na neko novo prehrano, zjutraj se drži na polno, popoldan tudi še nekako, zvečer ga pa, ne. Samo discipline ni več in potem pridejo stari vzorci in se zaletimo, tako sem prej rekel, hladilnik, kozarc žganega. Zdaj moram reči, da ne propagiram, ker minister za zdravje, ki je sovaščan, to ne priporoča. Ok, odlično. Če pa vaš sovaščan tako prav, pa sploh. Tako, ja. Dajte mi nekaj povedati. Jaz sem zmeri, ko sem brala te zadeve, je bilo zmeri 21 dni, da nekaj ponavljaš, da se ti to usidra. Pa tle berem 66? Že ta 21 dni je prišla od lepotnega kirurga Maxa Molcvela, ki je napisal knjigo Psihokibernetika, tudi v slovenščini je, ki je sicer v redu, pa so začeli to ponavljati. Dokler Charles Duhigg ni naredil eno malo večjo raziskavo in je ugotovil, da res je lahko od par dni pa do 500 in še nekaj dni. To se pravi zelo različno, v povprečju je 66 dni, v povprečju. Seveda določene navade trajajo dlje časa, določene lahko prej vzpostaviti, ampak ni zdaj, da bi rekel 21 dni, tako ko so popularno se sliši na 21 dni. Je treba biti kar vztrajen in to pomeni tudi tisto, ko delate nek ritual, je dobro v začetku, da greste dan za dnem. Kot je ta Seinfeld rekel, vsak dan je pisal vice in x delov gor in imel celo leto x-ov na koledarju, neprekinjen niz, ko se držite. Potem pride do tega, da imate lahko dan, dva,
Drugi dan je, prvi dan ni, če opustite navado, ni problem. Drugi dan je pa že, ker je lahko začetek nove navade, ne? Da ne delate te prve navade. Ne? To se pravi, en dan, če vmes... Najprej 66 dni brez felerjev, pol pa kdaj kakšen feler. Ja, ampak dan, ne? Dan, ne več, ne priporočam, ne? Ker zelo hiter potem postane začetek nove navade, ne? Je treba vzdrževati. Ampak na koncu, jaz recimo zdaj, če pogledam na svojo jutranjo meditacijo, ne? To, mislim, raj preskočen zajtrk, kot pa da se odpovem meditacije. Tok močna težnostna sila poje ustvarite, da vas pa navada oziroma ritual vleče na sebe. Odlično. Ja, mi da sva iste pasme, všeč mi je. Hvala lepa. Evo, krasno pokrovitelj tega pogovora pa je moj ritual, moja podpora in tisto, kar imam sama v protokolu, pravzaprav vsak dan. Gre za adaptogensko mešanico, poliadaptogensko mešanico. Adaptogeni so namreč rastline, ki pomagajo predvsem adrenalni žlezi. Tale kombinacija pomaga predvsem adrenalni žlezi, zato da se ne skurimo in da se ne kurimo, kakor da bi prežgal dve svečke iz dveh koncev. Tako da, evo, nekaj, kar meni pomaga ohranjati potem še boljšo disciplino v vseh ostalih zadevah. Lahko preverite več na www.klepetobkavi.si ali pa če enostavno pokličete.